Dober večer, lepo pozdravljeni, MTBC Live danes na terenu, v malo vesoljski svetlobi, ampak bomo preživeli. Andrej Remškar je gost, gledalcev še ni, 2 gledalca, evo, začenjamo. Glavna tema, seveda moram povedati, kje sva, v Tržiču, v mestni kavarni, tako da fani lahko prijete iz Tržiča tukaj na drugi stran okna. V naslednjih 15-20 minutah, če ste hitro tukaj, lahko prijete pomahati. Tržičani. Glavna tema je nagrada za Take Care of Your Trails Weekend, ki je prejela Slovenija v nedeljo, a ne? Najboljša mountain bike skupnost v Evropi. Koordinator. Eden od koordinatorjev sedi tukaj z mano, Andrej Remškar. Skupaj še z Jernejem Šarkarjem, ki je bil v bistvu en tak povod za to, da smo se sploh začeli malo bolj resno organizirati. Tisti njegov dogodek oziroma opozorilo, ki ga je prejel zaradi nošenja kolesa na vrtačo. Vsi smo Jernej. Takrat smo ugotovili, da poleg ostalih stvari imamo tudi malo problem z imidžem in da bi ga mogoče poskušali popraviti z eno tako akcijo, ki je pokazala kolesarje tudi malo drugi luči. In smo dejansko se od tega pogovarjali, pol je pa prišla informacija, da pa IMBA Europe točno nekaj takega pripravlja, en vikend urejanja poti in seveda smo se priključili oziroma zagrabili z vsemi 4 in zmagali. Nič hudega smo te še zmagali zraven, ker namen je bil pokazati, da znamo biti družbeno koristni, da znamo narediti kakšno stvar za vse uporabnike poti, ne samo kolesarske zadeve. In smo bili zelo res presenečeni nad odzivom, prijavljenih je bilo 35 skupin iz Slovenije. Ko smo gledali prvo rundo prijav na IMBA, je bilo kar malo smešen, ker je bila polovica vseh prijav iz Slovenije. Ampak tudi na koncu, čez vikend je bil kongres IMBA na Portugalskem in Peter, ki je bil tam, Dax Kobler, je pač rekel, poročal o tem, o ogromnem začudenju ta velikih, boljš organiziranih narodov, Škotov, Čehov, Nemcev, Norvežanov, te, ki mogoče malo bolj saj zgleda resno delajo, pa pridejo in Slovenci pa prijavijo. Ne samo na število prebivalcev, tudi v absolutnem smislu, po absolutnih številkah zelo tako številko občudovanja vredno. So bile, se je bilo, recimo, vemo, na Češkem, pri teh raznih trail parkih imajo akcije s po 150 ljudmi, super, ampak tudi pri nas, glede na to, da to ni ena praksa, se je zelo dobro naredilo. Smo imeli, recimo, najbolj za pohvaliti, oziroma kar se udeležbe tiče, najštevilčnejši so bili na Golovcu, kar je super, da se Ljubljana malo premakne, Žabjek pa to. Po krajih je bilo najštevilčnejša Ajdovščina, ki je imela 2x po 35 udeležencev na 2 koncih. Predsednik šteje za 10. Ne vem, za koliko predsednik šteje za enega. A je bil registriran? Je bil podpisan, sam maila ni hotel. Predsednik Afna Gor. Ja. A sam ni gor, ni gor. Ne, Borut Afna predsednik, ki ga si. Tako da ne more biti zdaj žreban od IMBE, da bi dobil tiste nagrade, ali pa to tudi nas. Ja, tako da 30 lokacij, 450 udeležencev, kar je za pohval 2500 plus delovnih ur, več kot 70 km očiščenih poti, pa cirka 7 km po poročilih novih poti narejenih, kar je, če bomo vse biti tako delali. In važen podatek, vse je moralo biti legalno, ne? Ja, pač mi smo, recimo v Tržiču se ravno tako lotili, to po pogojih je bilo, ja, mošti ustrezno poskrbeti, ustrezno znanje in tudi nekaj nekje delati. Zato mogoče kakšne ekipe niso poročili poslale, ampak mi
Mi smo recimo se nalač lotili planinskih poti in jih urejali skupaj z markacisti, tako da in pa dobro, Tržiču imamo še eno v graničarski na Zelnici, kjer je tudi bila ena od akcij, pa kar je zanimivo, recimo, kar se izvedbe tiče, je, da koliko je pol v praksi manj dela, če ti par let za določeno pot skrbiš, praktično na listje pomedeš. Če je dobro narejena, podnavanje in to se prelava. Malo imamo hrupa tukaj, verjetno moramo malo dvigati glasa. Se v redu slišimo Slovenija? Andreja, to drugega tudi v redu slišimo. A se slišimo? Ja, malo bližje. Po moje, da ja, drugač bi že cvilen. Daj povej, kaj misliš, v bistvu smo mi že dobrih 20 let tako ali drugače v ilegali. A je to bistven faktor tega, da smo najmočnejši na terenu v taki vseevropski akciji? Tam, ko je vojna, ljudje jemljajo stvari dosti zares, tam, ko imajo vse, verjetno so manj pod pritiskom s tako stvari speljati. Ja, zna biti, da nas to povezuje. To se vidi tako v tem primeru Jernej, vsi smo Jernej, kot tudi zdaj, da bi radi nekaj naredili. Je pa res, da ta poziv od spodaj navzgor, oziroma porivanje, je vprašanje, če je dovolj. Predvsej migajo, recimo, tudi v konzorciju odprijo poti so kakšni turistični subjekti ali pa ponudniki, medtem ko industrije, trgovcev, pa tukaj jih še najbolj pogrešam. Tisti, ki jim biznis kar normalno laufa, oni pa pač se ne spomnim, da bi kje zraven, niti v konzorciju, niti pri teh akcijah, okay, to zares sodelovalo. To sem hotel vprašati, vem, da ste k tej akciji vabili trgovce, da nekako podprejo nefinančno, ne saj širijo to informacijo, kakšen bi odziv pri trgovcih. Nekaj je bilo odziva, nekaj jih je prispevalo nagrade, ni bilo pa to zdaj ekstremno popularno. V glavnem je tako pa tisti, ki ga poznaš, ki si ima kolega, tisti, ki bo šel bolj na roke, ker ti zaupa, verjetno si pa predstavljam, da dobijo prošen za sponzorstvo, pomoč, karkoli, milijon in malo selektivno pa to režejo. Kdo bo spravil te trgovce enkrat v akcijo, aktivno sodelovanje, v podporo, če bi šlo 0,5% prometa s kolesi v to ozaveščanje oziroma v boj za poti, verjetno bi se kar poznalo, ne? Ja, seveda bi se poznalo. Vse bi se poznalo, ker zdaj je ta številka dejansko 0. In vse, kar se dela za dobro voljo. Konzorcij odprijo poti, potekajo debate oziroma, ko se pogovarjamo, kako naprej, bi bilo res fino imeti en razvojni center, nekoga, ki bi se profesionalno lahko s tem ukvarjal, ker samo tako lahko tudi tega človeka za ušesa primeš pa rečeš, tole je plan, to so smernice, to smo se dogovorili, da bomo delali, pa a se je kaj naredil. Pogledaš načrte ali kaj uresničen. Drugače pa zmeraj je lahko izgovor ni denarja, zmeraj je lahko izgovor ni časa. Sprav, če bi bil en poklicni koordinator nekako postavljen, je to že velik korak naprej, ne? Ja, vprašanje je, kje, v kakšna je to formalna oblika. Konzorcij kot tak je pač samo en zbor in jih podpisal. Ni fizično... Ne obstaja, ni fizično pravna oseba. Tako da to bi bilo fino urediti, ker tak tudi pa lažje nastopa. Lovro prav, obalni builder, da njegov take care of your trails vikend še ni končan, da ga vsi členki pečejo. Ja, dol poznamo tinjansko zgodo, tako da keep fighting. Kamni so kamni. Lovro sem videl, hočeš iti na Krvavc, posebno obvestilo, Krvavc ne bo delal ta vikend, ker je malo slabša napoved, plus da je luža odpovedana in to furanje bi bilo skupaj z lužo, tako da upozorilo za vse, Krvavc ne laufa ta vikend. Žal, odpira se za prvomajske. Rač so dobri traili se bi gor. Traili so pa odlični, pa še boljši bojo. Članek na MTBC.
kaj ste hotel vprašati? Ja, iz tega denarja se na koncu v tej bitki rabiš tudi lobiste pa pravnike, ne, žal. Ja, zaenkrat to poteka, lobiste. Zaenkrat to zgleda, kot da se gorski kolesarji borimo za svoje pravice in zdaj smo se začeli mogoče malo zares skupaj postavljati, ni pa tega pritiska, ki bi moral biti od industrije pa od države, če promovira to dejavnost, kot to je pa zdaj nekaj, s čemer se bomo mi ponašali pa hvalili nazvan, od turistične industrije, od trgovcev, pa ni tega porivanja naprej. Tako da tukaj se zdi bistvena razlika glede na tujino. V tujini se destinacije skačejo na zobe, če imajo probleme. Culiberg, hvala. Ti si drugač IT, marketinški človek? Tako, programer, ki je zašupal malo marketinške in take vode. Poznamo te kot, ne bomo rekli očet, ampak vsaj očima Talking Toma. Če bi razmišljal marketinško kot človek, ki je soustvarjal zgodbo, ki ste jo prodali celemu svetu, kako Slovencem, slovenskim gorskim kolesarjem prodati to, da se morajo boriti za svoje poti, ne samo, a se pa lahko presep fura. Ja, zdaj, jaz mislim, da nimamo problema s prodajanjem gorskim kolesarjem, ampak vsem drugim in da imamo pač problem s tem enotnim nastopom, da se skupaj, da ne dela vsak zase, da ne razbija glave z istim problemom vsak organizator dogodka, vsak, ki hoče legalizirati pot, bo isto stvar se sprašoval. Tako da, jaz mislim, da glaven bi moral biti pač skupen nastop, skupno in pač si naliti čistega vina, kar se tiče te naše podobe, kakšna je naša podoba v javnosti. Mi smo lahko zelo složni, da mi pa nismo indivijaki, pa mi vsi vemo, da se ne vozimo po brezpotih, pa mi vsi vemo, da je veliko, pač ogromen, bistveno več tistih, ki se lepo, rekel, ne v full face čeladah, pa nimam nič pod njim, imam jaz tudi, daj gor, ki se vozimo lepo po cestah, po potkah in ne divjamo, da je tega veliko več, ampak dokler je imidž tak, imamo problem. In mi moramo pač tako kot povsod priti nasprot, ugotoviti, kaj je problem. Problem je naš napačen imidž in recimo ta akcija, ker Vikend je bila korak v to smer, pokazati ne samo, da smo zdaj tam divjaki, ampak smo čisto prijazni in je res zanimivo, koliko je zelo pozitivnih odzivov bilo planincev, ko so med nas hodili, ko smo tam čistili. Ne pa, da je vsak vesel, ko nekdo pot čistil. Tako da, jaz mislim, samo manjka en koordiniran nastop, spodbuditi nad, kar pa mislim, da zdaj počas s temi dogodki, pa s kakšnimi problemi, ki nas res zažuljo, se bomo še malo bolj povezali. A pa si prepričan, da večina slovenskih gorskih kolesarjev ve, da morajo nekaj narediti, da se morajo boriti, da morajo stopiti zraven, ki jih lokalna skupnost pokliče k urejanju. Jaz imam še zmeru tistega, da sej zakoni so, ampak jaz se vozim, jaz nimam problemov. Ja, jaz mislim, da tle ne bo večina naredila. Na koncu to je tako, kot v lokalnem okolju ali pa praktično kjerkoli, ko se stvari začnejo premikati, je par ljudi, ki to vlečejo, ki jih par zastav potegnejo, pokažejo dober primer, pa ga še sosedi opazijo, sosedna okolja. In pač morajo zmotivirati takrat, ko je treba, ne? Ja, in se pač zajahajo ene priložnosti, ki mi pridejo. Tako da ni to tako, da mi vse osveste bojo, kar vsi začeli delati. Ker jaz mislim, da tukaj, če bi par ljudi, ki ima nekaj časa, pa znanja in volje, se s tem ukvarjali, bi bilo že zelo dobro. Ker vsi tudi, nikjer se vsi ne ukvarjajo. Meni, moram reči, mi je tako vzor, da se da nekaj dobrega narediti. Ta druščina, ki je izpeljala
pravico do pitne vode v upis tega v ustavu. Delno tržiška druščina. Delno tržiška druščina in to v bistvu bi morali Bravo, Ogrinc. Mi mogli copy-paste pač, kako se dejansko spelje sprememba zakonodaje. To rabimo. Mislim, da smo toliko daleč, da vemo, kaj hočemo, da imamo ene poenotene cilje, da cilji so dovoljeno je, kar ni prepovedano, ne pa obratno, da je vse prepovedano razen tisti, kjer po hudih mukah dobiš dovoljenje in tukaj naprej pol izhaja. Nam je jasno, mislim, da je vsem jasno, da se ne bo dal posod voziti, vsem je tudi jasno, da bo zmeram eni kreteni, ki bojo se drli za pohodniki pa ril tam, kjer ni treba, ampak to ne gremo tega. Mi pač moramo lepo... V vsakem kotičku družbe so. Seveda. Tudi avtocest niso prepovedali, ko so ljudje začeli prehitro voziti. Ja. Kdo mi že največji? Kjer lobby je največji nasprotnih kolesarjev ta trenutek? Ne vem, če... Mislim, rekel bi, sigurno je kar nekaj nasprotovanja v planinskih vrstah, ker določeni odseki, določena planinska društva, jaz te otožično rečem, sam kapo dol, kako se razumemo ali pa delamo, medtem, ker določeni drugi odseki ali pa določene področja imajo pa zelo probleme, kar se tiče sodelovanja ali pa sploh začeti pogovore, ali pa kar, mislim, tudi v Tržiču imamo še sosednje planinsko društvo, pa prav ne, pri nas pa kolesarjev ne bo sploh. In je podoben po Gorenjski. Ena občina ja, ali pa en planinsko društvo ja, eno planinsko društvo ne. Kjer lobby? Ne vem, kako je z lovci, folk ima različne izkušnje z njimi. Jaz nimam nobene slabe izkušnje, ne s planinci, ne z lovci. Je pa res, da v bistvu z lobiji se srečaš takrat, ko se ti lobi, pa ko se začneš boriti. Dokler pa mi ne znamo med sabo se zmeniti, ali pa v bistvu, ne vem, če vemo... Ali pa da imaš neke težave, pa sploh ne veš, zakaj jih imaš. Ja, ker si sigurno... Meni je res zanimiv, recimo, ta zgodba pa jo tako malo površno poznam, o kaznih za motoriste, ki so bili najprej, ne vem, 2000 evrov ali koliko. Lobby. Pa lobby prišel. Mislim, kdo je bil zdaj tisk, ki je spravil to kazen na 40 evrov? Enka mu lahko oploskamo, ampak pač ni bil naš. Ni za nas delo. Enka bi ga bilo fino imeti na plačilni listi, če bi ga imeli s čem plačati za njih 0,5%. Lastniki? Lastnina je... Lastniki se mi zdi, da bojo zmerom potencialni problemi, ampak se da priti nasproti in obstajajo prakse, obstajajo kar je najbolj zadeva, ki jo moramo rešiti, je neznanje, ker tako, ko imamo mi imidženih divjakov, ki vse šprica spod koles, tako nas tudi večina lastnikov vidi in če mi pokažemo eno pot, ne vem, graničarsko Tržičo, po kateri se vozimo tok in tok let in pol metra levo, pol metra desno, ni nobenega vpliva na okolje, nobenih smeti ničesar, je to en del, ki ga lastnik reče, mogoče ni to hudo. Če jim pojasnimo, da niso odgovorni, kar se je zdaj zgodilo, je drug del, ki je spet zelo pozitiven in reče, to se je premaknil. To se je premaknil. To je super, da se je lani premaknil, da pač za rekreacijo oziroma za tiste, ki se gibljajo v gozdovih, ni lastnik odgovoren. Obstajajo že poti, kjer lastniki dobijo škodnine. Jaz sem tudi tukaj predlagal, v Tržiču, ki se trudimo vzpostaviti mrežo poti, da bi... En road je še, jaz mislim, da je mountain bike. A lahko občina kaj spodbudi lastnike, da bojo bolj prijazni, da bodo lažje dali dovoljenje. Neznanje, tako kot se... Matej napisal. Matej od Blade Bike festivala prav, da je največji nasprotnik kolesarjev sama industrija, ki ne razume potreb kolesarjev in kolesarjenja. Pa kje sta vidva? Na vlaku? Ne, oni se mem vozijo, bi da sem primiru. Nam še nakratko, preden se odjavva,
povej še, kaj se dogaja v Tržiču. Ja, jaz sem to malo tako videl. Ne? Občina je par let nazaj pogledala skozi okno, ugotovila, da tovara ni več prav velik in kaj lahko naredimo? Razvoj turizma. Hribi so? Hribi so še kar, dost nedotaknjeni, lepi. Celo planinske koče so? In več kot jih planinci rabijo? Precej. No in pač je bila strani občine dana pobuda, ustanovljena ena skupina, ki je vsepovala par lokalcev in par zunanjih sodelavcev in smo naredili eno tako strategijo razvoja kolesarskega turizma. In tam je bilo zelo fino, da smo poleg tega, kaj bi lahko bilo, napisali tudi en konkreten to-do in ta se je začel tudi pol izvajati. Ugotovili smo pač, za katere zvrsti smo primerni, za katere ne, da je najbolj perspektivno gorsko oziroma turno kolesarjenje, nimamo kakšnih strašnih daljinskih poti, še nimamo downhill parka, nimamo tudi cestnih in tako naprej. In občina je pristopila k izgradnji infrastrukture, to pa pomeni popisu trailov, da obstaja ena ponudba. Mi lahko rečemo, imamo par 100 km gozdnih cest, sam če se veliko bolj deluje, pač če mi poti narišemo, poimenujemo, rečemo, tole je primerno za tega, to je za tega. To je lani nastal popis, mislim, da je 630 km, enih 25 poti. Vseh zahtevnosti tudi po nižini, pa gor do pod Košuto. Tehnično so tudi vseh zahtevnosti s tem, da smo jasno se držali tistih stvari, ki so večinoma legalne ali pa saj v procesu legalizacije, recimo kakšne planinske poti, ki želimo, da bi bile dvonamenske, za, rekel, orto, enduraše, premalo trailov, ampak tudi dejstvo je, se najde, ja. Ja, dejstvo je, ne, v občinskih dokumentih, dejstvo je pa tudi, da struktura gostov je tako, z najbolj zahtevnih je nekaj, tisti drug krog, ki jim je pa že to, da se uspne na kovce po cesti, pa da štrukle gor poje in da vidi tisti razgled in se spusti dole, je to wunderbar in v bistvu je treba na tem delati. Ko bo to zaživeli, ne bo problem še trailov narediti, pa popisati, pa zgoditi. Tako da letos smo, začetek leta je Zemljeviti šel, zdaj se dela še Nemški in Greški in letos je plan čim več stvari označiti na terenu. Prav nekdo, ki bi prišel furat, kaj imate online? Online so vse poti in treki na visit-trzic.com, verjetno. Visit Tržič neki? Visit-trzic.com. Vse kolesarske poti so tam. Je pa tudi ena taka zaokrožna ponudba, včasih delajo paketi za goste, ki prišli sem s prenočevanjem, z možnostjo najema vodnika, tle smo kar aktivni in imamo, mislim, da je zdaj 6 aktiv vodnikov v turno-kolesarskem odseku, pa še, ne vem, še kakšen kolesarski, kolesarska zveža, se znamo, par jih je še, tako da je tudi, ta scena se počasno razvija. No. Kakšen dogodek pride? Dogodek, tako je, pride, zaenkrat so mogoče bolj taki lokalni ali pa planinski. Imamo dan slovenskih planinskih doživetij v juniju in tam bojo tudi 3 turno-kolesarske ture. Lani smo na tistem se najbolj presenetili. Se na MTBC lahko rečeš gorsko-kolesarske? Ja, ne, kaj so planinci. Ne, zanimivo je bilo lani, ko smo imeli v sklopu enega vaškega sejma v Žigani vasi, smo rekli, dajmo Tržič kolesarstvo, dajmo v sklopu teka tam po gozdu, po teh 3 zvonov, smo rekli, dajmo še kolesarske ture, 2 narediti, eno lažje od tega. Smo imeli 40 ljudi, nikoli še toliko, tako da je bilo res uspešno. Tako da gremo v to smer, ni pa še kakšnega, rekel, širšega bolj odmevnega dogodka. Tisto pa
spet rabimo nekoga, ki bo to potegnil, naredil, zorganiziral. Super, hvala ti za druženje. Da sploh ni bilo treba veliko spraševati, jaz si sam povedal. Dajva se še slika za konc. Takole, pa takole, da ne zakrijeva. 3, 2, 1. Pridite furat v Tržič. Tržač! Pa če v radi, razen tistih trelov, ki so na uradnih zemljevidih še kaj božga. Čao! Držite se, čao!